Naš dom leži na 1050 metrih nadmorske višine ob meji z Italijo, ob Benečiji. Tukaj zraven so Nadiške doline. Izkoriščamo danosti, ki jih imamo v okolici. To so naravoslovne, družboslovne in športne vsebine. Velik poudarek je v zadnjem času na trajnosti. Otrokom je predstavljeno, da kolo je pri nas sredstvo, s katerim mi nekam pridemo, da tam nekaj raziščemo. Se pravi, da se nekaj naučimo, da nekaj doživijo. Zdaj, za to našo pridobitvijo električnih koles se nam je področje raziskovanja zelo povečalo, v bistvu nam je vse dostopno. Sama Benečija ponuja marsikaj, od tega, da lahko na terenu začutimo to mejo, potem lahko zgodovino od mejnih kamnov do teh peripetljajev ob meji, skozi zgodovino. O jeziku lahko razpravljamo na licu mesta, tam, kjer so bili tile naši čedrmaci. Največja pridobitev električnih koles je pa popolnoma nepričakovano to, da ne glede na to, kakšen klanec morajo s kolesi premagati, se popolnoma izgubijo razlike med učenci, med športniki in ostalimi. Ta enakopravnost je največja pridobitev, ki smo jo dobili z električnimi kolesi. Vsaka taka aktivnost, kjer učenci grejo preko sebe, ker moramo pa znati, da danes to kolesarjenje ni nekaj najlažjega, posebej, če si rad v nekem varnem zavetju svoje sobe in nisi fizično vedno dovolj aktiven, da je to danes bilo za nekatere res velika preizkušnja. Po drugi strani pa mogoče potrditev, da pa zmorejo in bodo to tudi naprej radi počeli. In jaz sem hvaležna, da so to danes lahko tu izkusili. Verjetno s kakim navadnim kolesom ne bi toliko zmogli, kot smo zdaj. Počutim se tukaj zelo v redu. Največ smo odnesli iz tega, naprimer, te pustolovščine s temi kolesi električnimi. Boljše nam je tako po terenu, kot pa v učilnici, ker s terena mislim, da še več odnese. Naprimer, bomo bolj prisotni pri teh stvarih, kot pa v učilnici. Je bolj zanimivo tudi, nekaj se dogaja, ne pa samo med štirimi stenami in poslušati, na kaj učiteljica na tabor piše. Najboljše bi bilo takšno učenje na prostem. Potem raziskovanje te med vojnami, prva svetovna vojna med temi rovami in še tudi, da lahko odnesejo iz tega taborjenja veliko novih spominov. Iz področja kompetenc bi izpostavil kolektivno ukrepanje, ki je zelo pomembno. Se pravi, da ljudje za uresničevanje nekega cilja, da stopijo skupaj, se pravi, da se povežejo. Kot so se v zgodovini povezali, tu ob meji za ohranjanje naprimer jezika, kot se povežejo naši vaščani, ko je treba pripraviti smučišče, ta kolektivni duh, da se goji. V prihodnosti bo izobraževanje o trajnosti postalo vedno bolj pomembno, saj se predvsem bodočih generacij to najbolj dotika. Mi smo pa tu, da jim pomagamo po naših najboljših močeh, da se bodo s temi izzivi čim bolje spoprijeli. Mislim, da bodo oni zelo lepo lahko peljali naprej. In pa ta generacija zdaj so zelo odprtih glav. Samo s pravimi, ko bi rekel, informacijami jim moramo pomagati, da najdejo te svoje poti, po katerih bodo prav lepo hodili.